Pozdravljeni! Danes si bomo pogledali osnovne pojme v piramidi. Pomembno pa je tudi, da znamo narisati dobro skico piramide in zato bomo najprej naredili tudi to. Za osnovni rob si bomo izbrali štirikotnik, kar pravokotnik pravzaprav, in izberemo tukaj kar 4 cm osnovni rob. In v poševni projekciji naredimo drugi osnovni rob, recimo 3 naprej, 3 gor po diagonali. Ker zadnjih 2 robov ne bomo videli, jih lahko kar takoj naredimo črtkane. In tukaj bomo zdaj potrebovali višino. V piramidi je namreč višina drugačna kot stranski robovi. Da dobimo višino, pa si lahko pomagamo z diagonalama osnovne ploskve. V pokončnih piramidah je namreč višina pravokotna razdalja med vrhom in ravnino osnovne ploskve in je tudi pravokotna tukaj na presečišče te diagonale osnovne ploskve. Ne bo ta višina kar višja, lahko kar 7 cm recimo izberemo. In sedaj narišemo še stranske robove. Zdaj osnovne pojme že omenjam, govorim o njih, ampak kasneje bomo točno označili in si pogledali, kaj je kaj v piramidi. Zadnjega seveda spet črtkano, ker ni viden. Zdaj, rekli smo, da je višina pravokotna razdalja med vrhom in ravnino, tako da lahko tukaj označimo recimo znak za pravokotnost. V tej skici nam manjka zdaj še višina stranske ploskve. Bomo izbrali kar na tej strani, recimo tukaj je nekje razpolovišče osnovnega roba. In višina. Tudi tukaj označimo pravi kot. Tako, zdaj najprej si lahko obarvamo osnovno ploskev, to je namreč eden od osnovnih pojmov v piramidi, podobno kot v prizmi, s tem, da kot vidimo imamo tukaj samo eno. Tako, za stransko ploskev si lahko izberemo recimo enega od trikotnikov. Jaz si bom izbrala kar tega tukaj odzad, ker se v ničemer ne prekriva z ostalimi pojmi, tako da obarvamo še stransko ploskev, torej ta trikotnik. Torej na osnovni ploskvi imamo osnovni rob. Torej si lahko poudarimo enega od robov z oranžno, ker smo že prej pobarvali, in zapišemo, da je to torej osnovni rob. Medtem ko vse to je pa osnovna ploskev. Kot že omenjeno prej, imamo stranski rob in stransko ploskev. Torej si lahko tukaj poudarimo stranski rob. In cela ploskev je stranska ploskev. Stranska ploskev v piramidi je torej trikotnik. Če se spomnimo iz prizme, imamo tam pa pravokotnike. No, prej smo torej na sredini narisali višino, pa dajmo zdaj poudariti višino, lahko kar z rdečo. Torej pravokotna razdalja med vrhom in ravnino osnovne ploskve. Torej označimo lahko tudi vrh piramide in višino. Ker to ni edina višina v piramidi, označimo lahko takoj še drugo, torej to je pa višina stranske ploskve in je tukaj na strani. Torej ne pozabimo, tudi stranska višina je pravokotna na osnovni rob.
Tako, in to so glavni osnovni pojmi v piramidi. Označimo, torej dodamo lahko še oznake. Vrh je točka, torej ga označimo z veliko črko V. Višina piramide je samo mali v, medtem ko je višina stranske ploskve ponavadi V1, mogoče boste kdaj zasledili kakšno drugo. Če bomo imeli za osnovno ploskev še enakostranični trikotnik ali kakšen drugi trikotnik, so tam lahko tudi višine v osnovni ploskvi. Tako da bo treba biti še ekstra pazljiv. Osnovni rob vemo že odprej A, ponavadi, sploh če je osnovna ploskev pravilni večkotnik, in stranski rob označimo z malo črko S. Tako. Zdaj pa imamo res vse osnovne pojme. Upam, da vas odzad maček ne bo prav že koncentriral, ampak nisem ga hotela odgnati, kad tako lepo spi. Torej, gremo mi na ta žični model piramide in si poglejmo osnovne pojme. Torej, spodaj piramida stoji na osnovni ploskvi, ki je v tem primeru kvadrat. Torej so tudi vsi ti robovi osnovni robovi. Piramida ima tudi stranske ploskve, ki so z razlike od prizme trikotniki. Upam, da to lepo vidite. V tem primeru so skladni in enakokraki. Torej, vse to so stranske. Torej, če pogledate, to je stranska ploskev. Zdaj, stranske ploskve imajo tudi stranske robove. Če malo zasukam, torej vsi ti robovi so zdaj stranski robovi. Prav posebno imamo na sredini označeno še višino, ki je pravokotna razdalja od osnovne ploskve do vrha. Torej, tukaj ta točka je vrh, tukaj imamo torej stičišče vseh stranskih robov. In pa še ena pomembna razdalja v piramidi je ta višina stranske ploskve, ki je pa pravokotna na osnovni rob.